Dobrodošli nazaj. Z nami na kavču je še vedno odličen smučarski skakalec, ki se je v preteklih tednih preizkusil tudi kot olimpijski športni komentator. Cene, kako se počutiš v vlogi komentatorja? Pa je kar zanimivo, čist druga perspektiva na šport, kot pa takrat, ko sem vrst skakalence. Koliko si ti sploh lahko objektiven, če nastopata tvoja sestra, tvoj brat? A te sploh skrbi objektivnost? Me niti ne skrbi. Kot prvo, sem kot strokovni, se pravi, nekako moja naloga tam je podati nekaj več, kot pa lahko samo komentator. In se zelo hitro dovoliš biti namerno skoraj subjektiven, namerno skoraj malo sebe kot osebnost not unesti, ki pride do brate pa sestre, je pa bolj kontra problem. Do njega sem veliko še bolj kritičen, tako da se bolj hecam, da mi bo kdo bolj grozil, da ne bom bolj prijazen do lastnih bratov in sester. Aha, to so te pač notranji družinski odnosi. Odnosi, ja. Klasični slovenski. Klasični slovenski, ja. A so se smučarski skoki kaj spremenilo takrat, ko si nehal tekmovati? Od takrat, ko sem nehal, tudi malo. Se pravi, na splošno sam razvoj športa je šel kar naprej, tudi kakšna pravila so se spreminjala. Bolj mi pa zanimivo, recimo, ki primerjaš, ne samo takrat, ko sem nehal, ampak mi gremo vsak let športam naprej, ampak zabavno nekaj pogledaš že samo nas, pa gledam sebe, brata Petra, takrat 10 let nazaj se rečeš, kakšne materije smo bili mi. V primerjavi s tehniko, takrat pa danes se je kar spremenil. Sprav, zdaj, če bi šel skakati, bi bolj skakal. Hočeš to reči? Ja, dobro, jaz zdaj v zadnjih 4 letih bi slabš skakal, ampak v primerjavi 2022 pa 2012 je bila pa ogromna razlika, ja. Torej, napredek se je zgodil. Kaj s temi dresi? To mene zanima. Zakaj je to vedno tak problem? Kaj narobe, če hoče biti kdo malo bolj komod, pa ima malo večji dres? Ker hočemo biti, da je enak za vse. Najbolj je ta in postavljena so določena pravila. Gremo pa, se pravi, ta dres, ki ga imamo, je pa zelo podoben, lahko rečemo tudi tale material. Še zmeraj je to zelo dosti elastičen. In prva težava rata, da smo vrhunski šport. Se pravi, ti ne greš na ziher, ti greš vedno na mejo. Ker razlika med ziher pa med mejo lahko pomeni, da imaš zlato olimpijsko ali pa da šele 15. Druga fora pa je, da smo kar, ker je tok spreminjajoč material, tipo, ne vem, 2-3 skokih, moraš že malo popravljati, ker se nekje tok raztegne, da je lahko že čez mejo in moraš to vedno biti pozoren, da se to ne naredi. Letos smo na olimpijadi videli novo disciplino moške dvojice, ni pa bilo moške ekipne tekme, v kateri si ti pred 4 leti osvojil srebrno medaljo. Tako, pravim, da sem neke vrste dinozaver. Ja, si dinozaver. Kdo izbira te discipline? Ja, praktično to je zdaj izumrla olimpijska disciplina. Tle nimamo cajta zdaj razlagati. Gre za celotno postavitev kvot, koliko je lahko tekmovalcev na olimpijskih igrah in ker se je ta kvota zmanjšala, nimaš več dosti tekmovalcev, da bi lahko delal tekmo za 4 in zaradi tega se je v zadnjih 4 letih razvil en način tekmovanja, da sta lahko samo 2 v ekipi. Mislim, meni je malo škoda, ker ekipna tekma je še vedno ena bolj zanimivih in gledanih stvari v smučarskih skokih in mi je malo škoda, da je ni na samih olimpijskih igrah. Bi pa lahko dodal, da ta super ekipna, ki se je pojavila, je pa recimo tekmovalcem je kar všeč, se pravi, če se obdrži v boju, je bilo super. A pa se bojo dodajali še kakšne nove zvrsti, recimo skok v tandemu ali pa troskok? Veš, da skok v tandemu se je tudi že zgodil. 2 Slovenca sta ga to izvajala na eni 20, koliko je bila? 30-metrska po moje, je bila celo 60. Ja, dvoje okovjena, ista smučke, pa sta uspela v planic to izvesti. Lih tekmovalno pa mislim, da je pa že malo presegel mejo varnega. A je sam ne, to je bilo bolj cirkuško? To je bilo bolj preživetveni sistem. V zadnjem letu smo te lahko videli tudi na gledaliških odrih, nastopaš v predstavi Janezi. Kaj te je potegnilo v komedijo? Ja, osnovna stvar je ta, da ne vem, sem eden tistih ljudi, ki če že prideš v komunikacijo s človekom, če ti uspemo s svojim načinom govorjenja ali tisti minuti malo polepša dan, samo eno iskrco, tudi sam sebe malo razveselim s tem. In to je nekako tista osnova, s katero si začel. Potem sama stand-up komedija se je nekako začela že takrat pred kamero. Jaz pravim, da čez dober naskakalec ne biti polovičat, bo dober še pri intervjuju. In si zaradi tega tudi tam začel govoriti na tak način, da je bilo morbiti tudi mu, ki je takole doma na kavču sedel, bilo bolj zanimiv, kot pa tisto, kar sem mi s trenerjem zgovarjala. A pa so ti sotekmovalci kaj težili, da jih ne smeš omenjati na odru? Ne, pa z veseljem si jih prvošem. Dobro, najlepša hvala, da si vzel čas za našo oddajo.